Lepo pozdravljeni na drugi praznični dan v mesecu maju. Tako je. Danes z vrta, ampak preden te vprašam, kako ti že vse raste in uspeva, vprašanje, kako si preživel včerajšnji, 1. maj, praznik dela. Delovno, a ne? In praznično. In praznično. Kajti mene imeti, ko imam Mašo, je vedno praznični trenutek. Praznični zato, ker se srečam z ljudmi, ker jih zaznam, ne? Zame so pomembne vsebine in bližine. In res mi je vedno znova, ko se ozrem po ljudeh in ko vidim dejansko to njihovo odprtost, to njihovo duhovno zaznavnost, ta njihov odnos, sočutje, tudi mi je lepo. Popoldne, 3 maše dopoldne, Viki je imel še eno, in sicer na Špehovem vrhu, to je v hribih gor. Drugače pa popoldne, kaj je bilo popoldne, obiskal me je Andrej Detela, moj prijatelj, avtor knjige Sintropija, to si pogledajte, čeprav formule ne boste verjetno se prebili, razen če ste dober poznavalec fizike oziroma matematike. Tisti zadnji del, duhovni del je pa fantastičen, predvsem spodbuden, zato ker on dokazuje ta kozmični zakon, ki ga Albert Einstein v pismu svojih hčerki imenuje kar ljubezen in ki na koncu uredi, da se zlo samo po sebi propade. Ne? Ta kozmični zakon je sila subtilen, lahko bi rekli božji, ne? Ampak na koncu postavi stvari na pravo glavo. Zlo spuca. Ne? Ampak ne nazadnje nam ta zakon sintropije, entropija gre vse proti kaosu, ne? In to uživajo tisti, ki hočejo manipulirati, ki mislijo, da jih bo vesolje podprlo v njihovih zlih namenih. Ampak če pogledaš recimo zlati res, ne, ki je če pogledaš to skladnost, to lepoto, ki nas obdaja, potem ti je jasno, da je na koncu prevladujoč pa zakon sintropije, ki govori, da dejansko je moč harmonije silnejša od trenutne moči zla. In zato Andrej Detela, z njim je bila ena gospa, ki je izjemna poznavalka duhovnosti z področja budizma, zelo zanimiv pogovor, zanimivo srečanje. Ja, in danes zopet praznik, ker ste prišli vidva, torej tebe vidijo, Žiga ne vidijo, ker je vzadej za kamerami. Zopet praznični trenutek s prazničnim štrudlom, z praznično popito kavico v druščini. In vete, toliko je razlogov za praznik, če si pozorn, ne, in vsak dan mora biti odet v nekaj prazničnega, nekaj, kar dejansko izprazni te v nekem obdobju dneva, tisto, kar te utruja, kar te bremeni in napolni z tem, kar te poživi, kar te razveseli, kar te umiri. In ker sva tukaj na vrtu, česen vidim, da že zelo lepo raste. Ja. Se spomniva na fizično delo, to je tisto, zdaj tule najbližje nam, ampak delo je tudi umsko. Ja. Kako usklajevati oboje? Ker to je pomembno, se mi zdi. Ja, to je zelo dobro, da smo zdaj na vrtu, nisem vedel, da bo to vprašanje, kajti zemlja, dotik zemljo, ne, jaz ne delam nikoli z rokavicami, ampak živim stikom z zemljo. Zemlja je mati, ki nas hrani, tako je rekel sveti Frančišek, in razveseljuje s pisanim cvetjem, dejansko razelektrine. Zame je rešilno recimo ta živi stik z zemljo, z materjo zemljo, ki res umiri, razelektri, in sem vesel, da lahko letos sam delam na vrtu. Preteklo leto zaradi pisanja knjige Ta krasni nori svet nisem imel moči iti niti po redkvico, da bi si jo nabral. Gospa Kapra je bila redno oskrbovana, 3-krat na dan očiščen hlev, da sem skidal napetost iz glave, saj tam. Drugače pa so mi drugi pomagali urejati vrt. Letos pa lahko sam in sem zato neizmerno hvaležen. Pravzaprav je zame oddih. Ne? To je zanimivo, ne, ko si vprašala umsko delo, psihični napori, umski napori in pa fizično delo. Ne? Nas so na teološki fakulteti celo učili, da ljudje, ki so čez teden, bi rekel, obremenjeni mentalno, psihično,
da bi bil za njih ob nedeljo tudi dopustno fizično delo, recimo sekanje drv ali pa delo na vrtu. Ljudje, ki pa delajo med tednom torej fizično, pa se morajo spočiti telo, ampak so nam seveda svetovali, naj pa zaradi izgleda nikar ob nedeljah ne delamo, ne, še posebej, če si kak pater, pa bi potem tam sekal drve veselo, ker bi rabo sprostitev, umiritev, počitek. Tako da je ta kombinacija umskega, potem fizičnega, to, kar nas psihično utrudi, moramo si znati dozirati. In če moraš biti 8 ur pod določenim naporom, moraš potem poiskati ravnovesje. Jaz ga v bistvu tako iščem, da kombiniram čez dan od jutra pa do večera sem na nek način v aktivnosti, ampak je počitek v izmenjavi področji dela, ne? Ko je glava prepolna, razen če moram res nekaj končati, ampak zdaj tudi vidim, ne? Ker sem moral tisto končati, nisem dovolj skrbel za ravnovesje, imam sedaj obdobje, ko mi pisanje se notranje upre, ga preprosto ne zmorem, čeprav bom moral, jeseni izide knjiga o gradiščih, o tej zaznamovanosti, kakor na nebu, tako na zemlji, slovenskega prostora severno od Savo, med Savinjo in Sotlo, z ozvezdi bom moral napisati tekste, ampak ker bojo večinoma zemljevidi, teksti, jih bom že napisal, ne? Ker gre sem za osnovno pojasnilo, da bojo razumeli. Knjiga bo pa sledila kasneje, bo pa obširna, jo bom pa verjetno potreboval 2 ali 3 leta, ampak je zopet zanimivo, ne? Čeprav imam raziskave končane, tudi zemljevidi so že pripravljeni, dejansko je to vstopanje na področje megalitskih struktur zame izjemno krepčilno, izjemno zanimivo, fascinantno, posebej, ker se odkriva, da je ta kultura velikih kamnov zaznamovala ne samo, če pomislimo Stone Age, prostor severno od nas, ali pa če pomislimo na najbolj, recimo piramide in te strukture južno od nas, ampak tudi naš prostor. To kulturo velikih kamnov najdemo praktično povsod po svetu. In to te potem še čaka. To me še čaka, ja. Zdaj smo pa ravno pri knjigah in pri knjigi. Potem pa pridemo spet na tisto delo za osebno rast in tukaj so pa potem tudi knjige, tudi knjižnice, tudi srečevanja, tudi takšne srečevanja, kot jih imamo mi, ali preko ekrana ali v živo. Kmalu v živo, ne? Kmalu v živo, tako, danes teden v živo. Tudi to je pomembno in tudi to je delo, to tudi ne pride kar tako samo od sebe. Ne, seveda ne. Brez knjig si jaz ne predstavljam življenja, brez vsebin, ne? Prej sem že rekel, zame so pomenljive vsebine in pa bližine. In vse tiste prebojevalne, ne? Se vemo, ob določenem človeku, ki ni oseben, ne? Ki ni pristen, ki nima zgodbe, ki se skriva v neki splošnosti, ob takem človeku ti je dolg čas, ne? Človek, ki pa je zgodba sam po sebi, je zanimiv, tam je pa kratek čas, ne? Takoj mine čas, ne? V bistvu, ja, zame so zelo pomembne, kot sem rekel, bližine, torej ljudi, ki so kakor knjiga, ki so zanimivost, ki jih poslušaš, ki so živa knjiga, ne? In seveda tudi knjige, ne? Knjižnica so zame svetišča, svet prostor, ne? Tako so cerkve prostor duha, obnebje duha, tako so knjižnice obnebje vsebin, ne? In stopiti med knjižne police je zame vedno en svojski dogodek, vedno praznični dogodek, ne? Takrat bi se tudi, ko greš v cerkev, se pražnje oblečeš, tudi ko greš v knjižnico, se pražnje oblečeš, ko greš v gledališče, se pražnje oblečeš, ko greš na praznovanje, ko so človeku, se pražnje oblečeš, ne? Sicer zame tudi pražnje so tudi štalske, celo tako hudomušno rečem, ne? Za Božič bi lahko šli k maši tudi v štalskih cotah, ker se Jezus rodil v štali.
se veste, pravilno se reče hlev, ampak tako, ja. Ampak seveda tega ne bomo naredili. Čeprav se meni že zgodilo, ne, da ko sem šel k maši, avtomatsko, brez razmisleka v čevlje, in sem potem ugotovil v cerkvi, ko sem pogledal pod noge, da sem v razcapanih štalskih čevljih. Ampak nič, lejte, se zgodi, ja, kot se mi je zgodilo, ko sem bil še na Sladki gori, in preden sem šel nadomeščati župnika v Šmarje pri Jelšah, sem šel h Kapri pa Batostu, in Batost je imel navado, to je konjiček, ne, da je, ko je kaj jedel, je dal glavo gobček k moji glavi in je to mlel, ne. In potem sem šel k maši in nisem vedel, da mi je naredil turikezo s svojo slino, in tukaj je bilo gor kot tisto petelinje, noter so bile pa koščki jabolk in ovsa, ne. In ko pridejo ministranti v zakristijo, si naredijo. Jaz sem prvo pomislil, se je kaj obesilo na brado in si diskretno popravim brado, pa oni še vedno gledajo gor. Tudi ko so prihajali ljudje k obhajilu, čeprav so šli na roko, so gledali gor, nisem vedel, zvečer, ko sem pa se slačil, pa sem ugotovil, zakaj so gledali gor, ker se je vsulo z mojega lesišča ovs in jabolka. Ja, se zgodijo take stvari, ki so praznične tudi, ne, sej, kot rečemo, predelane drame so najboljše komedije, ne, in seveda v vsebinah, ki so pomembne tudi tiste vsebine, ki razrahljajo našo misel, ki nas sprostijo, ki nas umirijo. Tudi tu je potrebna kombinacija. Nekaj drugega beremo na stranišču kot za delovno mizo, se opravičujem, če kdo, ne, malce karikirano povedano. In to že prideva tudi do tiste kombinacije, ne samo delo, tudi tisti vmesni čas, tista sprostitev je pomembna in potrebna. Ja. Ampak tako kot je potrebno resno delo, ne, je potrebna tudi je tudi res potrebna sprostitev, počitek, ne, tudi vsebine, ne. Tako recimo izmenjujemo fizično delo in počitek, tako tudi umsko, ne. So določene vsebine, ki zahtevajo zbranost, koncentracijo, ki zahtevajo spočito glavo, in so določene vsebine, ki so pa recimo kar tako za mimogrede, sproščujoče, celo hudomušne, igrive. Pol imamo tu prozo, imamo poezijo, tu imamo to pestro hrano, ne samo za telo, ampak tudi za glavo, za naš razmislek, in seveda mora biti pa vse kvalitetno, ne. Tudi sproščujoče vsebine morajo imeti kvaliteto, ne banalizacijo, ne gnilobe, ne. Tako kot recimo ne greš v trgovino pa rečeš, bi prosil kilogram gnilih jabolk, ne. Ampak gledaš, da so res kvalitetne, da če le da so biološko pridelane, neoporečne, neobremenjene, ne. Tako tudi vsebino za dušo, bom rekel, ne, dejansko iščemo pri ljudeh, ki so žlahtni, ne, ki so nekaj naredili iz svoje osebnosti, kot si prej rekla, ki delajo tudi na osebni rasti in ti lahko iz tega tudi kaj povejo. Ne samo, kako jim uspeva, ampak tudi, kako se trudijo, kje so zagonetke, to so zelo pomembne vsebine. Tako tudi duhovno, ne iščemo recimo tega, kar nas duhovno obremeni, ampak svetli, ne. Zato so rekli predniki Bogu sveti, ker svetli, ker prebuja spokojnost, ker je obnebje, v katerem se zaznaš spred v izvirnosti osebnosti, ker te prebuja v to izvirnost, ker te ne sodi, ampak ker te odrešuje z ljubeznijo, ne. Duhovno, seveda kulturno, vsebine, toliko tega je, s čimer dejansko, kar hranimo se, in recimo je potrebno v kombinaciji z delom izbirati pač tisto, kar je najbolj, sem hotel reči, optimalno. Pa sem tako rekel. Tako si tako rekel, in te vsebine bova imela tudi na našem naslednjem srečanju v živo, v ponedeljek, 9. ob 6. zvečer. Pričenjamo tudi tedne vseživljenjskega učenja in se vidimo v Šmarju. Tako da, samo povabilo še.
sledi. Ja, tokrat pozdrav iz Konjskega vrha, čez teden dni pa pozdrav v živo v knjižnici v Šmarju. Se veselim srečanju. Srečno.